Hvala lepa. Mogoče bi kar na začetku povedal, ker prihajam z podjetja Gen Energija, smo danes zelo podadarili, ker smo dejansko lastniki polovice jedrske elektrarne Krško. Vendar to ni naša edina elektrarna. V naši skupini so Savska elektrarna, Termoelektrarna Brestanica in nove hidroelektrarne na spodnji Savi. Dejansko danes proizvajamo 99% vse električne energije brez izpustov CO2. In to je naša trajnostna usmeritev tudi v prihodnosti. In ko govorimo o nacionalnih energetskih programih, slovenski ni noben biser. Že prejšnji je bil katastrofa, uresničen ga je bilo samo 10% ukrepov. Taki nastaja, ne vem, če bo kaj boljši, ker so isti ljudje za krmilom. Imamo pa zato vsaj v podjetju neko strategijo, ki je brezoglična prihodnost oziroma nizkooglična prihodnost, kajti vemo, da je planet pred velikimi, Zemlja sama pred velikim preizkušnjem, kako zmanjšati CO2. In mogoče tudi to naš odgovor, zakaj dejansko si ne želimo nikakršnega združitve s prvim stebrom, kajti ne vidimo sinergije med elektrarnami, ki proizvajajo jedrsko električno energijo in izpuščajo CO2 in pa našo vizijo, ki je vizija brez izpustov CO2. Vlagamo v hidroelektrarne na spodnji Savi, imamo največ sončnih elektrarn v eni skupini, zgradili smo sončne elektrarne praktično na vseh naših elektrarnah, na vseh degradiranih prostorih. Sam sem osebno mnenja, da je škoda graditi sončne elektrarne današnjega tipa z nizkimi izkoristišče na naši lepi pokrajini in jo uničevati. Vsekakor pa je treba zgraditi sončne elektrarne kjerkoli tam, kjer je že degradirano območje, na jezu, na nasipih, na stavkah. Tako da, če pogledamo vse skupaj, to ima nek smisel. Tako naprej. Smo dejansko proizvajalec in distributer električne energije in naša strateška usmeritev je zanesljiva dobava električne energije vsem uporabnikom. Zato so naši ukrepi ali pa tisti ukrepi, ki jih mi spremljamo, tisti, ki temeljijo ali pa želijo nekako narediti dobro, okolju prijazno, trajno proizvodno električne energije. Seveda se direktno ne ukvarjamo z ukrepi učinkovite rabe energije, vendar v tem omizju podpiramo vse ukrepe, ki zmanjšujejo porabo energije, zmanjšujejo porabo električne energije, ker to zmanjšuje pritisk na nas. Vendar, kot rečeno, to ni ravno naše področje. Tako naprej, še enkrat, kar naprej. Kakšne pa je stebri EU energetike so? Jaz moram reči, da Evropska energetska strategija ima nek smisel, ima nek rep, je malo bolj konkurentna kot slovenska in glavni stebri so trajnost, zanesljivost pa konkurenčnost. In na prvem mestu te cilji so bili postavljeni nekje 2006-2007 in še vedno veljajo. Trajnost pomeni zmanjšanje emisij CO2. Danes v Sloveniji emitiramo 10 ton CO2 na prebivalca, kar je 5-krat več, kot je zmožnost planeta. Planet je zmožen nositi 2 tone na prebivalca. Se pravi, če bi vsi živeli tako kot Slovenci, bi rabili 5 zemelj, že danes. Zanesljivost. Slovenija danes uvaža več kot 70% vse energije. Evropa sama še več. Evropa se oskrbuje z uvozom tudi z električno energijo. Tako da danes smo precej izpostavljeni recimo nekomu zunaj, ki bi lahko zaprl pipo ali daljnovod. In ne nazadnje konkurenčnost. Evropa predstavlja samo 10-20% v svetovnem gospodarstvu danes in še manj v prihodnosti, po prebivalcu nas izmera manj. In če si ne privoščimo neke svetovne konkurenčnosti in konkurenčnost danes izhaja iz cene energije, ni prihodnega razvoja. Tako da moramo balansirati vseh teh treh nekak stebrih, tako naprej. Zato moramo dejansko razmišljati, kakšen je trajnostni razvoj energetike. Trajnostni razvoj seveda mora nekako zbalansirati 3 različne elemente. Sposobnost okolja, da nosi vse te naše potrebe in potreba po energiji je ena izmed večjih potreb. Družbena pravičnost, kamor pade to, da ne želimo imeti energetske revščine, hkrati pa moramo paziti tudi na to, kakšno je javno mnenje. In pa seveda ekonomska učinkovitost. Noben izmed teh 3 krogov ni pomembnejši. Danes po Fukushimi opažamo, tudi jaz sem sam osebno, ko sem gledal posnetke s Fukushime, me je zaskrbelo. Tam je 340 tisoč ljudi je zaradi samega potresa na Japonskem izgubilo življenje. Ogromna naravna katastrofa, ki je prizadela tudi jedrske elektrarne in ljudem, ki tam to rešujejo, ni enostavno. Vendar, to so prve in čustvene reakcije, to spadajo kot družbena pravičnost ali pa družbena učinki.
Mi pa razmišljamo o trajnostnih strategijah in trajnostne strategije v energetiki se ne planirajo za 10-20 let, tudi 30 je malo. Mi moramo misliti 100 let naprej. Investicije v energetiki so 100-letne investicije. Nekaj, kar danes gradimo, bo obratovalo še 100 let, pa ne bo to hidroelektrarna, ne bo to termoelektrarna ali jedrska elektrarna, tudi vetrnice. Tako da moramo razmišljati daleč naprej in naše odločitve morajo temeljiti na racionalnih premislekih in nečustvenih odločitvah. Tako naprej. Tole ne bi preveč razlagal. Tole je dejansko rast porabe električne energije v Sloveniji, ki dejansko raste že samega začetka, pa še danes tudi raste, gremo naprej. V Sloveniji imamo neko energetiki, bi rekli, enakomerno mešanico. Imamo jedrsko energijo, imamo obnovljive vire energije, imamo termoenergijo. Sam mislim, da moramo dejansko narediti nek premik v glavah, spremembo miselnosti in to je čim prej opustiti fosilne vire energije. In nadomestiti fosilne vire energije z obnovljive vire energije in jedrsko energijo, kolikor je to potrebno. Vsekakor pa je potrebno opuščati fosilne vire v transportu in v proizvodnji energije. Tako naprej. In ravno pogledamo prihodnost. Potem, ko imamo takšno vizijo, ali pa tudi tako kot je naprej, vidimo, da bo poraba električne energije, nažalost, še vedno naraščala. Ali pač takšno dejstvo. Dejstvo je, da v Sloveniji končne energije porabimo samo 20% električne energije. Vse ostale energije so fosilni viri, trdna goriva in vse ostalo. V Evropi je to povprečje 40% ali v nekaterih državah celo več. Zakaj? Vse čiste tehnologije, učinkovita raba energije, električni avtomobili, ne vem, toplotne črpalke se poganjajo z električno energijo. In slepiti, danes bi bilo slepeče, ali pa bi se zaslepili, ali pa bi metali pesek v oči, če bi rekli, da, v redu, jutri bomo manj električne energije porabili. Ne. Še nekaj let bo naša poraba električne energije rasla. Jaz sem prepričan, da bo poraba skupne energije zelo hitro padala in tako je prav. Nismo pa še v takšni razvoju Slovenije, da bi lahko manjšali rabo električne energije. Tako naprej. Mogoče še za konec. Tole je en tak graf, ki kaže dejanske cene proizvodnih objektov električne energije v Sloveniji. Kot vidimo, najcenejša je hidravska elektrarna Maribor, takoj zatem so jedrska elektrarna Krško. Potem so ostale hidroelektrarne. Nad povprečno ceno, tudi povprečno ceno uvožene električne energije je že nekaj termoelektrarna Šoštanj. Danes nekje je uvožena električna energija okrog 55-60 evrov. Termoelektrarna Trbovlje je še dražja, termoelektrarna Brestanica je veliko dražja. Vetrnih elektrarn pa sončnih elektrarn na tem grafu ni, ker so nad to špico. Je T6, če tukaj imate nekaj? Ne, to so cene, stroškovne cene leta 2009. To ni T6, to so obstoječe. To so obstoječe. To imate račun na 4 in 5. To je 4, ni pa 6. To je velika razlika. Prosim, to dejte take podatke imate. To je 2009, to je to, kad smo lani plačali in prodali električno. Kaj malo, če lahko dovolite razpravljati o tom, da še tem dobili besedo? To je to, kar je. Torej, če bi kar prepričali do konca. Mogoče, ker govorimo o prihodnosti, dejansko jedrska elektrarna Krško 2 je ena izmed opcij, kako zapolniti nekatere vrzeli energetske prihodnosti ali namestiti nekatere vire energije. Seveda govorimo o načrtovanju ali pa v planiranju ali pa v zaželjeni elektrarni, ne moramo govoriti o nobenem dejstvu, namreč o dejstvih lahko govorimo takrat, ko je nekaj umeščeno v prostor in danes imamo težave z umeščanjem v prostor že pri hidroelektrarnah. Danes bi lahko veliko več investirali v Srednjo Savo, Gen energija sodeluje pri investicijah v Srednjo Savo, kolikor pač Ministrstvo za okolje prostor hitro uvaja nekaj prostorskih načrtov, tako naprej. Danes imamo nekaj, kot sem rekel, 20 milijonov ton v Sloveniji, oziroma 10 milijonov ton, 10 ton na prebivalca. Cilj Evropske unije, smo slišali, so 20% zmanjšati do 2020, zdaj že 30% do 2020, dolgoročni cilj pa je 80% zmanjšati do 2050. To je nekje zmanjšati na tiste 2 tone na prebivalca za cel planet, ali za Slovenijo to pomeni 4 milijone ton.
In če želimo to dejansko narediti, vidimo, da moramo iz 20 milijonov ton na 4 bistveno zmanjšati. In ena jedrska elektrarna lahko nadomesti približno 10 milijonov ton ali pa še več. Seveda je vprašanje danes varnost. Jedrska varnost, vprašanje, kaj to pomeni za varnost ljudi. Jedrske nesreče ali pa nezgode so seveda stvar, ki se dogajajo, vendar pri tem, recimo v jedrski elektrarni Fukushima, ni bilo prizadetih, nihče ni izgubil življenja. Zaradi same nesreče. Ko pogledamo najproizvedeno električno energijo, te vplive, vidimo, da ima jedrska energija v primerjavi z drugimi viri energije še vedno zelo majhno število izgubljenih let. Tukaj vidimo eno analizo, ki govori o years of life lost ali pa years of life displaced, kar pomeni število let, izgubljenih let življenja ali pa število zmanjšanja možnosti življenja na proizvedeno količino električne energije. Dejstvo je, da jedrska energija zelo koncentrira min proizvodne energije, proizvede veliko količino in zato so njeni kumulativni učinki majhni. Seveda pa so specifični lahko veliki in pride na prve strani časopisov. Tako naprej. Kakšni so torej izzivi danes ali pa prihodnost jedrske energije? Izzivi za jedrsko energijo so znani, realni in obvladljivi. Izzivi so tako na področju financiranja, kot na področju radioaktivnih odpadkov in tudi na področju javnega mnenja. Vse te izzive nekako poznamo in znamo z njimi, vemo, zakaj se gre. So pa po drugi strani prednosti jedrske energije velike. Govorimo o prednostih na področju ekonomije, na področju okolja in na področju družbe. Ker govorimo o trajnostnem razvoju in govorimo o prihodnosti družbe daleč naprej, sem prepričan, da je vredno o teh izzivih in o teh prednostih realno in tehno premisliti in se ne prepustiti čustvom in trenutnim hipnim odločitvam, ki so lahko napačne.